Ti, kakšen je pa danes kaj plan diva? Ja nič, urali bomo, grubali bomo, pa kva bomo še divali? Frezali bomo, pa sjali bomo. No, pa dajmo te prvi plug pogledati. Pittinger Servo 2000. Že sam ime Servo pomeni, da je ta zadeva servira zemljo za naslednjo obdelavo oziroma naprej za druge stroje. Kakor se vidimo tlele, tribrazno izvedbo s predplužnikom, z rezalnim diskom, s podpornim kolesom, varovanje, če je kakšno skalo zadaneš, je naš rauf. Pa tudi zanimivo je, recimo tale predplužnik, ne rabiš raufana, je v bistvu sam nabolcen in pol prestavljaš višino, gor dol. Plug je pa tudi vario, to se pravi hidravlično nastavljiva širina, s tem cilindrom se nastavlja od 12 do 20 col. Pač odvisen je pa tudi od terena, od zemlje, lahko brazde širiš, ožaš. V glavnem pri plugu je to ful za poudariti, da mora biti dobro nastavljen, takrat se je treba cajt vzeti in to je cela znanost. Tako da v tem videu jaz ne bom v tem nič pametval, je pa treba vedeti, da je to kar precej enih nastavitev, kar pri pluga, čeprav zgleda čisto simpel. Tlele je tudi takle odlitek, je pa povezan naprej, v glavnem Pittinger to obvlada, naredi lično, kaj še povem, da je opcija tudi po memory cilindra. Tale je obračalen cilinder, ta izvedba nima memorija, ampak opcija pa je. To se pravi, da plug, ki ti obrneš pa ožaš oziroma širiš, se pa zapomne in pač, ko obračaš, gre plug majhen skup, da ga obrne, pa ga pa narazen stegne. Ampak to mora biti ta cilinder, pa unle cilinder, morata biti povezana. To je pa dodatna oprema. Živ, Kleven. Živ. Ti, jaz nimam metra sabo, da imamo povej, koliko je clearance, pa koliko je od špice do špice. Zdaj, pri naših plugih je od špice do špice obstajata dve opciji. Ali je to razdalja 95 cm ali pa 102, kot je v tem primeru. Sam clearance je pa v tem primeru 85 cm, lahko pa je tudi 95 po želji stranke. Kako pa je kaj z brazdam? Recimo tele 3 brazdane, se dobi tudi dvobrazdnega, pa do kam gre to? Tale Servo 2000 je naslednik Servo 25 serije in žal ni več v ponudbi dvobraznih plugov. Je od 3 brazde pa naprej. Je pa pri vsakem našem plugu lahko zbira stranka desko, ki bo optimalna za njegove potrebe, globino vranja, tip prsti, se pravi, a je to polna deska ali pa pero. Potem različne opcije so tudi pri predplužnikih, v tem primeru tole koruzni predplužnik V2, različne opcije pri podpornih kolesih ali nihajno ali pa dvojno, v obeh primerih kovinsko ali gumi, ter pri samem črtalu je na voljo gladko, kot je tole, 500 mm premera ali pa narezano v 590, oziroma oba dva principa sta v obeh primerih na voljo. Pa bomo pa še naprej videli, kaj ga bomo v zemljo zapodali, a ne? Ja, moramo probati. Tako. Plug je še kar kralj za obdelavo zemlje. Imamo pa tlele tudi za minimalno obdelavo zemlje. To se pravi Gruber Syncro 3020 oziroma 3020, kakorkoli. V glavnem, kakor vidimo, ima 7 nogač na lastovke, zadaj ima izravnalne diske, pa tale val. Kaj povem, da teh valov je opcija malo morje. Rohrstabwalze, Rohrstab-Doppelwalze, Schneidringswalze, Schneidpackerwalze, Pendel-Rotopack-Walze, Gummipackerwalze, Konororwalze, Tandem-Konororwalze. Pri stranih ima tudi tele bočne zavese, zato ker to fajn letiš, da ne mečeš sosed. V glavnem, s tole zadevo greš tudi tam 10 km/h pa gor, ali pa tam je 12, recimo, da je najbolj optimalno. Mišljen je pa tudi ta najbolj za po kakšnem strniš, to se pravi za požet možit. V glavnem, pozna se, ne vem, tole recimo 3 metre delovna širina, pa taka brzina je tudi več storilnost, kot če s plugom lete okoli. Ampak ja, ni pa za vse situacije. Tudi tlele je možnosti dodatne opreme oziroma spremembe opreme kar velika. Obstajajo različne nogače, ki posledično spreminjajo delovno globino, življenjsko dobo, pa način reza. Opcijsko so lahko varovane tudi na vzmet. Z Gruberjem se lahko tudi seje, dosjava, najbolj kakšne trave ali pa za ozelenitev, plus ostale finese, kot so recimo hidravlično nastavljiva višina, razne ta zadnje branje, tele izravnalne peresa, pa tako naprej. No, pa imamo pa tlele še kombinacijo, to se pravi vrstavkasta brana plus sjavanca. Pa dajmo se te prvo tole malo utakniti. V glavnem, tole je izvedba Lion 3030, Lion King, kajga. Tale izvedba gre do 200 konov, vka imaš tudi zložljivo, vka imaš 3 metrsko, ampak da je močnej za močnej traktor. Kokor se sama vrtavka sta izbira, vka na moč traktorja, se vka pa tudi nože spodaj izbirajo,
To se pravi, da so močneji, še močneji, najmočneji. Tukaj imamo Packer val, opcija je spet različne zadeve. Za te bočne zastavce poudarjam, da jih ni treba več gor zlagati. To se pravi, padajo po 3 metre širino, tako da ostane tako, kot je. Sicer ima tudi ene take dodatne nastavitve, da se malo prilagaja. Zraven, zaradi sjavanca je tudi upetje za sjavanco. Za noževka tudi rečem, da so ali so fiksna ali pa hitra menjava, to se pravi na bolcen. Tale zved imamo fiksne na šravf. Delovna globina se prilagaja prek zadnjega vala, hidravlično ali pa ročno. In posledično se prilagaja tudi ta spodnja šina. Ima pa tudi seveda fine nastavitve. Nastavljiv je tudi tale priklop za na traktor, to se pravi, se pomika not ali pa ven. Odvisen kakšen traktor imaš, koliko bo moral priključek pri sebi oziroma koliko bo ga od sebe, so tlele 4 opcije. Kakor se vidite, tlele zadnje je ena nalepka. To pa pomeni, da je opcija, da prestavlja zobnike, s tem pa pridobiš, to se pravi, spremenjeno hitrost vrtavk. Odvisen glede na strukturo zemlje. Da ne vem, če imaš recimo krompir ali pa to, ker rabiš imeti bolj tako rahlo pa tako zemljo, tlele prestaviš, zato da se te pod 540 obratom na kardana, tlele hitri vrti, da bolj zmele. V hiši pa tudi cel kup ležajev pa zobnikov, v takoč mast potopljenih not, tlele pa še en prerez. Pa morbiti je to zapovedati, da sta ležaja tako postavljena, da je čim višji zobniku pa čim nižji nožu, zato da so čim bolj razbremenjene sile, v glavnem, da čim dalj zdržajo ležaje. Ker se frezan kot ušči, ni prav fan. No tako, kje pa enkrat zemlja brštimena, pa mislim, da je caj, da še malo vsejemo, a ne, Klemen? Ja, da bo kaj zraslo, ne? Ja, res. Pred nami je prenovljen model sejalnice Vitasem 3000, nasledila je model Vitasem 302. Pri prenovljenem modelu lahko opazimo malo več ugodja oziroma komforta za samo stranko, recimo pri preizkusu setve oziroma pri kalibraciji samega semena. A da boš morito naredil, če dosti kil na hektar posej oziroma če je točen? Ja, da ne bo zmanjkalo ali pa da bo ostalo. Samo pomaknemo predale pod sejalna kolesa in dejansko lahko začnemo s setvenim preizkusom oziroma s kalibracijo, kjer nam pomaga tale kompas, računalnik, upravljalni terminal. Nastavimo količino semena na hektar, danes bomo sejali ječmen. Računalnik pravi, da ne bi bil menjalnik na vrednosti 81, kar tudi dejansko je. In zdaj hoče od nas sejalnica, da jo vrtimo. Bom jaz vrtil, ti pa glej. No prav. Računalnik nam sedaj odšteva število vrtljajev, zadnjih 5 vrtljajev pa nas opozori, da s zvočnim signalom, da počasi prehajamo proti koncu. Ali to imaš še tokle? Ja, štikar vrt. Evo, sem navrtil tole lajno. Zdaj moramo mi stehtati, koliko smo dobili tega. To se pravi 5,51. 51 kg, tako. A ja, sta skup, sem mislil, sta ločene. Ja, ne, tukaj imate hakelc. Aha, tako je to. No, fajn uputa na konc. Ej ti tega. 5,51, točno, 5,50, 5,51. Ukolikor bi ta količina semena pri kalibraciji odstopala, vam kompas predlaga novo vrednost na menjalniku, da se približate željeni količini glede na dobljeno. Kadar spreminjamo vrednost v minus, ker je menjalnik reduktor deluje na vzmeti, ga pomaknemo do 100, da jo do konca napnemo, zmanjšamo do ničle in potem gremo nazaj na željeno. Ukolikor bi vrednost predstavljali samo v plus, ne rabimo iti do 100 pa na nič, ampak lahko samo dodamo. To se pravi, to lahko kar not stresem. Tako. Kva pa globina setve, se to da kaj štelati? Imamo tukaj tole vreteno, kjer se nastavlja od 0 do 25 kg na sejalno pot, enojni disk, obenem pa samo globino setve lahko določamo tudi s temi potisnimi kolesi. Večstopenjska nastavitev in s tem določate dejansko fiksno globino, ker stojijo za samimi sejalnimi diski, tudi potlačijo prst, da je voznik hitrejši in boljši. A obstaja tudi izvedba dvojnega diska? Obstaja. V tem primeru je pritisna sila na sejalno pot 50 kg, ampak obstaja samo pri sejalnicah M3000. To pomeni, to je tip sejalnice, ki gre na sam val vrtavkaste brane. In potem sejalnica sloni dejansko na valju. A širina med diskami je? Je pa 12 cm. Gre za 25 vrstno sejalnico na 3 metrih. V primeru, če bi šlo za M model, zaradi pogonskega kolesa je sejalnih vrst samo 24. A še to poženemo? Ja, dajmo, ne? Pa da vidimo, zato smo tukaj. Da kaj zrasva. Sicer smo že malo pozna, ampak lej.
4 avstrijske Pettinger mašine smo malo predstavili, tako da zaenkrat je to. Če v kakšen kaj več zanimivo, se obrnite na Zupan Trade, vam bo dal več podatkov. Jaz sem pa tlela zaključil. Pa pojdite še malo na bobnar7.si pogledati, imamo tudi fajn zadeve gor, tako da lepo se majte. Živ! Še te zadnjo postajo smo dali pa v Savinsk, tlele čez, v Grofa. Dobar je bo, daj pa v krevet, v poslo.